Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je prav zagotovo nekaj posebnega, saj jo z največjim veseljem poklanjam 4-letni deklici Brini, ki je pravi knjižni mol. Draga Brina, tvoja ljubezen do knjig je nekaj res čudovitega ter navdihujočega. Knjige so kot skrivna vrata v nove svetove, ti pa jih z veseljem odpiraš znova in znova. In tako bomo prisluhnili Brinini pravljični želji, v kateri ima knjiga posebno moč. Moč, da spreminja pravila. Namreč spoznali bomo prijazno zmajčico Ruby, ki zelo vestno sledi vsem zmajskim pravilom. Krade vsem in z nikomer ne deli svojih zakladov. In živali so se tega naveličale in si želele spremeniti zmajska pravila. Jim bo uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Brino z naslovom Zmajska knjiga pravil. Nekoč, pred davnimi časi, je na visoki, samotni gori zelo majhna zmajčica čuvala velikanski zaklad. Ime je bilo Ruby in svojega zaklada ni hotela deliti z nikomer. Mogoče mislite, da je bilo to grdo, ampak Ruby je samo sledila pravilom v zmajski knjigi pravil, kot se za pridno zmajčico spodobi. Pravilo številka 1. Zmaji morajo biti vedno zelo strašni. Ruby je to obvladala. Lahko je prestrašila gosko, da je perje frčalo naokrog. Malenkost. Pravilo številka 2. Zmaji morajo nakrasti veliko dragocenosti. Ruby se je na to dobro spoznala. Miže je lahko ukradla krono žabjega princa. Pravilo številka 3. Zmaji svojega zaklada ne smejo nikoli deliti z nikomer. Ruby je bila vešča tudi tega. Nihče si nikoli ni drznil približati se njeni votlini. Ampak njeno delo je bilo težko in samotno. Ves dan je morala krasti zaklade in jih vso noč čuvati. Ruby je bila zelo utrujena. Nekega dne je bila skoraj preveč zaspana, da bi šla krast. Potem pa je uzrla zlat odblesk. Pegas, krilati konj, je nabral košaro zlatih jabolk. Ruby jih je morala imeti. Voš! Zviška se je spustila nad košaro, jo zagrabila, zamahnila s krili in že je ni bilo več. Sploh ni opazila, da je knjiga pravil padla iz krempljev. Naslednje jutro je Ruby segla po zmajski knjigi pravil, a je ni bilo. Ruby je zagrabila panika. Zmaji so zelo pozabljivi in brez knjige se ni mogla spomniti nobenega pravila. Iskala je zgoraj in spodaj in celo znotraj, ampak knjige ni bilo nikjer. Ruby je zajokala. Samo pridna zmajčica je hotela biti, zdaj pa se ni mogla spomniti, kako se to dela. Če zmajske knjige pravil ni v votlini, je morda zunaj? Vse naokrog bo morala iskati, dokler je ne bo našla. Medtem ko je Ruby letala, so ji po licih drli potoki debelih zmajskih solz.
Globoko pod njo so se Goska, Pegas in žabji princ spraševali, od kod vsa ta voda. Še nikoli nisem videla takega dežja, je rekla Goska. Premočilo mi bo krila, je rekel Pegas. To ni dež, je rekel žabji princ. To so zmajske solze. In medtem ko je reka naraščala, jim je nekaj priplavalo naproti. Zmajska knjiga pravil, je vzkliknil žabji princ. Rubi najbrž išče to. Ampak ta pravila so grozna, je rekel Pegas. Kradi, bodi strašen, tega ji ne moremo vrniti. Pa ji moramo, je odvrnila Goska. Knjiga ni naša. In medtem, ko so tuhtali, kaj naj naredijo, so nanje deževale rubijine solze in sprale črnilo strani knjige. Zmajskih pravil ni bilo več. Tako se je Goski utrnila zamisel. Popoldne so s knjigo odpluli proti Rubijini votlini. Videli so, da je Rubi doma. Njene solze so drle po gorskem pobočju. Težko knjigo so zvlekli vse do vrha gore. Potem so se nervozno ozirali naokrog in Goska je tiho zaklicala. Živjo! Rubi se je odzvala točno tako, kot so pričakovali. To pa ni bilo lepo, je rekel Pegas. Mar nočeš, da ti vrnemo knjigo? Moja knjiga, je vzkliknila Rubi. Močno jo je objela. A ko je pogledala vanjo, je bila prazna. Moja pravila, vsa so izginila. Preden je spet zajokala, je Goska predlagala. Morda lahko napišeš nova, pomagali ti bomo. Nova pravila? Je vprašala Rubi. Bodo prav tako dobra kot stara? Še boljša, je rekel Pegas. Tako jih je Rubi povabila v svojo votlino in skupaj so sestavili nova pravila. Rubi jih je pazljivo zapisala v knjigo. Od tistega dne je sledila novim pravilom v Zmajski knjigi pravil. Z vsemi je bila prijazna. Delila je vse svoje zaklade. Najboljše pa je bilo to, da se je igrala z novimi prijatelji, kot se za pridno zmajčico spodobi. Kako prisrčna in pomembna zgodba. Zmajčica Rubi nas je spomnila, da se tudi pravila lahko spreminjajo, a le kadar odpremo srce in pomislimo tudi na druge. Deljenje ni izguba, je most, ki povezuje in prinaša veselje. Draga Brina, najlepša hvala za odlično pravljično željo. Naj te knjige še naprej spremlja na tvojih poteh, te učijo, tolažijo, razveseljujejo in ti pomagajo razumeti svet. Tvoja radovednost in ljubezen do knjig sta pravi zaklad, takšen, ki ga je lepo deliti. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Objemozaver, prijazno vabljeni k poslušanju. Pravljičen pozdravček Brini in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Rubi!